Prejšnji teden je v 61. letu starosti zaradi srčnega napada umrl glasbenik in producent Steve Albini. Še raje kot producent se je opisal kot zvočni inženir, ki je sloval po svoji punkovski delovni etiki v slogu naredi sam. Mislim, da je v tej producentski estetiki izhajal pravzaprav iz svojega glasbenega pedigreja in iz pedigreja iz scene, iz katere je sam izhajal. Zanimal ga je predvsem tisti najbolj avtentičen, surov izraz glasbene zasedbe, ki ga je znal izvrstno izvabiti iz njih in ga zabeležiti v samem studiu. Ni maral sodobne glasbene produkcije v smislu, kot ga izvajajo mogoče večje založbe, v smislu, kjer je producent tudi tisti, ki v mnogočem sokroji končno zvočno podobo albuma in kjer je cel kup sugeriran strani glasbene industrije in strani same založbe. To je nenazadnje dal jasno vedeti tudi Nirvano, ko so ga kontaktirali za sodelovanje pri albumu In Utero, in to je bil tudi eden izmed njegovih glavnih pogojev, da sploh sodeluje z njimi. Skratka, če so pripravljeni priti v studio in narediti tisto, za čemer res sami stojijo, brez kakršnega koli vmešavanja založbe in ostalih posrednikov, ki so običajno v tem procesu. Seveda je bil tudi hardcore studijski geek. Po drugi strani se je vedno sam sebe imenoval kot studijski inženir in ne kot producent. Mislim, da sta za to dva razloga. Eden je predvsem to, da svojim imenom ni želel preveč vplivati na samo glasbo oziroma sam potek, kako bo ta glasba sprejeta. Skratka, večkrat se tudi ni podpisal na samo ploščo, verjetno iz tega razloga. In drugi pač tak, ki sem ga že navedel, ni se želel preveč vmešavati v to, seveda pa se je na nek neposreden način vendarle vmešaval in vplival na sam tok glasbe in razvoj glasbenega ustvarjanja v samem studiu. Rodil se je v Kaliforniji, v Chicagu pa se je pozneje posvetil študiju novinarstva. Medtem ga je prevzelo glasbeno podzemlje mesta, prispeval je k različnim zinom in delal pri punkovski založbi Ruthless Records. Njegov prvi glasbeni podvig Big Black je iz solističnega ustvarjanja prerasel v trio. Po razpadu Big Blacka je svojo ustvarjalnost usmeril zasedbo Rapeman, z željo, da bi bil del nečesa trajnega, pa je leta 1992 ustanovil Shellac, ki se je večkrat ustavil tudi v Ljubljani in bo v petek izdal 6. studijski album 12 Trains. Več glasbeni urednik, kritik, novinar, esejist, založnik, organizator koncertov in kurator Luka T. Zagoričnik. Njegovo glasbeno izražanje je bilo vplivno v smislu nekega nadaljevanja dediščine post-punka, punka in hardcora in post-hardcora. Zasedbo Big Black je močno zavral v neko nedarje tistega, kar smo kasneje imenovali noise rock, hrupni rock. Predvsem ga je s to zasedbo zaznamoval tudi s tem, da v njej ni uporabljal klasičnega bobnarja, ampak je uporabljal ritem mašino in nekako je s tem zvenom ne čisto posredno, ampak neposredno vplival tudi na kasnejše tokove nekega sodobnega alternativnega roka, ki smo ga kasneje oziroma so ga poimenovali industrijski rok, zasedbe kot so Ministry, Nine Inch Nails in tako dalje, če omenimo samo te najbolj izpostavljene znane. Kasneje pa je to linijo nadaljeval s klasičnim bobnarjem, najprej zasedbo Rapeman in kasneje z bolj stalno zasedbo, s katero bo kmalu objavil tudi novi album, to je zasedba Shellac in s katero se je tudi največkrat pojavil na naših odrih. Torej, Albini se je najprej ustavil v Sloveniji, mislim, da leta 1988 s takratno zasedbo Rapeman. Jaz sem bil še premlečen, da bi šel na ta koncert. Mislim, da so takrat nastopili skupaj tudi znano ameriško alter rock zasedbo Dinosaur Jr. Kasneje pa se je dvakrat ustavil pri nas, najprej na Metelkovi v Galahali in kasneje, to je bil zadnji koncert v Kinu Šiška. Bojda je bilo letos planirano, da se ob izdaji albuma Shellac ustavijo v Zagreb. Kdo ve, mogoče so se v Kinu Šiška ali kje druge tudi kaj menili z njim. Morda je bilo javnosti bolj znano njegovo delo glasbenega producenta oziroma zvočnega inženirja.
V eseju The Problem with Music je delo producenta opredeljeval z razumevanjem in poznavanjem oblikovanja zvoka in tehničnih pristopov k ustvarjanju in snemanju glasbe. Albinijevo delo za mešalno mizo je vzbudilo pozornost ob snovanju in izida albuma Surfer Rosa, ki ga je zasedba Pixies izdala leta 1988. Na Guardianu pišejo, da je odločilno vplival na surovi zvok albuma Read of Me PJ Harvey, ki je šel leta 1993. Istega leta pa je pomagal tudi pri zvočni osvežitvi Nirvane na albumu In Utero, ko naj bi jo po Albinijevem mnenju krvavo potrebovali, potem ko so po svojem drugem, Nevermindu, zatavali in se izgubili v glasovih drugih sorodnih bendov, predstavnikov tako imenovanega seattleskega zvoka, ki ga danes označujemo za grunge. Albini je bil tipičen predstavnik tega, česar smo včasih imenovali neodvisni rock, alt rock ali neodvisna scena, ki se v mnogočem po svoji etiki in estetiki loči od tistega, kar danes imenujemo splošnim izrazom indie ali indie rock. In ta etos je bil tista glavnina vsega njegovega ustvarjanja, srž njegove biti, in tam je bil s celim srcem in jo je zagovarjal do konca in s tem padel v konflikt tudi z marsikaterimi kolegi iz scene, ki so recimo presedlali na večje založbe, kot denimo s kolegi Sonic Youth. Takrat se je njihov odnos, ko so podpisali eden prvih teh bendov iz scene, ki je podpisal za večjo založbo, Geffen tedaj, je bil zelo kritičen in glasen okoli tega. Verjetno je sam že takrat vedel, kaj to pomeni in kaj se je kasneje zgodilo z Nirvano in tako imenovanim grungem. Skratka, vedel je, da bo to močno zaznamovalo sceno, da jo bo na nek način razdelilo, celo do neke mere oslabilo ali pa nekje popolnoma uničilo. In to se je kasneje seveda tudi zgodilo in temu smo priča tudi dan danes. On pa je vedno ostajal do zadnjega, tudi zadnjo ploščo v teh okvirih. Recimo, zanimivo je, da kot Šelak, ko izdajo ploščo, nikoli ne pošljajo promo verzij novinarjem. Nikoli se ne ubadajo s tem, izdajo na datum izida, takrat je dostopna vsem. Se ne grejo, skratka, teh modelov, ki jih v zadnjih letih poslušamo na veliko tudi pri nas, preko Menta in to, skratka, je proti tistemu enemu konceptu, s katerim nas glasbena industrija nenehno nekako pita in govori, da je to. Skratka, da moraš biti prisoten povsod, na vseh platformah in tako dalje. Njegove glasbe na teh platformah ni. Ostajal je zvest eni založbi, istim ljudem, cel čas svojega delovanja in je predvsem izhajal iz tega, iz česar je ta scena izhajala in kar je bil njen srž, to pa je neke skupnosti in ohranjanje te skupnosti. Steve Albini je bil med glasbeniki spoštovan, zlasti zaradi priseganja na analogne tehnike in neposrednega, včasih provokativnega pristopa, ki je bil pogosto tarča včasih upravičenih kritik. Leta 2021 se je za več izjav na spletu celo pokasal in navedel, da so bile rezultat ignorance in privilegija. Albini je bil velik kritik glasbene industrije, ki naj bi izkoriščala glasbenike in glasbenice, ter jih napeljevala k stilistično homogenemu izražanju. Poleg tega naj bi zavračal prejemanje dodatnih finančnih nadomestil od umetnikov in umetnic, s katerimi je sodeloval kot producent, saj se mu je to zdelo neetično. Takih posnetkov pa naj bi bilo več 1000.